Kaj, če bi obstajal priročnik napisan davnega leta 1938, ki bi do potankosti opisoval, kako ustvariti absolutno zvestobo, kako ustvariti vojake, ki si dobesedno želijo smrti? No, to ni fantazija. To je slovenski roman Vladimirja Bartola Alamut in njegova relevantnost danes je naravnost shrljiva. Ja, prav ste slišali. To niso besede kakšnega teoretika zarot, ampak prevajalca knjige v angleščino. On je potegnil direktno vzporednico med fikcijo, staro skoraj stoletje, in dogodki, ki so definirali našo dobo. In točno ta neverjetna, grozljiva povezava je razlog, zakaj se moramo danes poglobiti v to knjigo. Pa poglejmo, kako ta, recimo mu kar priročnik za oblast deluje. Razčlenili ga bomo na 5 ključnih delov. Najprej bomo postavili prizorišče v Orlovo gnezdo, nato razkrili skrivnost veleuma. Sledilo bo okovanje živih podal, pa vrhunec manipulacije, okus raja in za konec seveda pogledali bomo, zakaj je to prispodoba za danes. Torej, prvi del Orlovo gnezdo. Vsaka velika operacija potrebuje svojo bazo, kaj ne? In ta se začne na enem najbolj izoliranih in neprebojnih krajev na svetu. Hkrati trdnjava, zapor in poligon za urejanje. Predstavljamo si tole. Smo v 11. stoletju. Sredi Perzijskega gorovja stoji ogromna skala, na njej pa trdnjava. Njeno ime je Alamut. Že samo ime, Orlovo gnezdo, pove vse. To ni samo zgradba, to je simbol. Simbol moči in popolne izolacije. Idealen kraj, če hočeš nekoga odrezati od sveta in ga preoblikovati po svoje. In ja, seveda, govorilo se je, da je neosvojljiva, ampak bistvo ni samo v fizični neosvojljivosti, v obzidju in stražarjih. Ta neosvojljivost je postala tudi psihološka. Za tiste, ki so bili notri, je Alamut postal celoten svet. Edini svet, ki je sploh še pomemben. Dobro, imamo prizorišče. Zdaj pa k drugemu delu. Skrivnost veleuma. Ker v središču te trdnjave, v središču celotne operacije, stoji en sam človek, karizmatični vodja, Hasan ibn Sabah, in vsa njegova moč temelji na eni sami, globoko cinični in strašljivi skrivnosti. Na zunaj na papirju vse skupaj temelji na izmailitstvu, eni od šiitskega islama. Ampak Hasan je to vzel in priredil. Ustvaril je sistem z več nivoji. Večina njegovih privržencev sliši eno zgodbo. Tisto o veri, pobožnosti, o raju. Ampak to je le fasada. Njegov najožji krog, tisti izbranci na vrhu, oni izvedo resnico. In ta resnica je nekaj popolnoma drugačnega. In tukaj je. To je ta skrivnost. Nič ni resnično in vse je dovoljeno. Za trenutek se ustavimo in pomislimo, kaj to v resnici pomeni. To ni neko duhovno razsvetljenje, to je čisti, popolni nihilizem. Če nič ni resnično, potem odpadajo vsa moralna pravila, vse meje. In kdo potem določa, kaj je prav in kaj narobe? Seveda, tisti, ki je na vrhu. Vodja sam postane edini vir resnice. In to je ključ vsega. Hasan sam ne verjame niti besede tega, kar pridiga. Zanj je vera samo orodje. Vaba, kot ji sam pravi. Mehanizem za nadzor, popolnoma enak tistemu, ki ga uporabljajo totalitarni režimi ali kulti. Vse tiste zgodbe o prerokih in raju so preprosto pripomočki za motivacijo. Nič več, nič manj. V redu, filozofija je jasna, ampak kako to cinično idejo spraviti v prakso? S tem pridemo do tretjega dela, kovanje živih bodal. Kako iz teorije ustvariti popolno živo orožje? Proces je resnično sistematičen, skoraj industrijski. Korak 1, popolna izolacija. Mlade fante pripeljejo v Alamut in pretrgajo vse vezi z njihovim prejšnjim življenjem. Adijo družina, adijo stari svet. Korak 2, brutalno urejanje. Post, neusmiljene valje, urejanje telesa in duha do skrajnosti. In seveda najpomembnejši del, indoktrinacija. Učijo jih samo eno stvar, absolutna, brezpogojna predanost vodlju Saiduni. Končni rezultat, fanatik, orožje, ki ne pozna ne dvoma, ne strahu. In tukaj Hasan sam pove, zakaj gre. Živa bodala, kakšen izraz. Njihov cilj ni boj na odprtem bojišču. Ne, njihov cilj je teror. So kot natančno vodeni izstrelki, namenjeni temu, da sejejo strah. Ampak ne med navadnimi ljudmi, med vladarji, med tistimi, ki imajo moč. In zdaj pridemo do srca Hasanovega genija, do njegove najbolj drzne, najbolj diabolične manipulacije, do poteze, ki strah pred smrtjo obrne na glavo in ga spremeni v hrepenjenje. To je večno vprašanje vsakega vojskovodje, kako pripraviti vojaka, da se ne boji smrti. Še več, kako doseči, da si je bo celo želel.
To je največja ovira v vsaki vojni. In Hasan je našel odgovor. Odgovor je v resnici šokantno preprost, čeprav je izvedba izjemno zapletena. Ne obljubiš jim raja po smrti. Ne, daš jim ga okusiti, še preden umrejo. Dobesedno. Poglejmo si to neverjetno prevaro. To je prava gledališka predstava. Najprej fedainim dajo hašiš, močno drogo, ki popolnoma zamegli mejo med resničnostjo in sanjami. Medtem ko so nezavestni, jih odnesejo v skrivne čudovite vrtove, ki so v resnici le dovršena kulisa. Tam se prebudijo sredi opisa raja iz Korana. Glasba, vino, lepe ženske, ki igrajo vlogo rajskih hurij. Ko izkusijo ta raj, jih ponovno omamijo in vrnejo v trdo realnost Alamuta. In kaj jim ostane? Neznosno hrepenenje in absolutno prepričanje, raj je resničen in samo njihov vodja ima ključ do njega. In to je rezultat, popoln uspeh. To so besede fedaina, ki je okusil raj. Smrt zanj ni več konec, je vstopnica, vozovnica za vrnitev. Hasanu je uspelo nekaj neverjetnega, preprogramiral je najosnovnejši človeški nagon po preživetju. In s tem pridemo do zadnjega dela, do zapuščine romana. Kako je knjiga, napisana kot svarilo pred totalitarizmi 20. stoletja, postala tako srhljivo preroška za 21. Poglejmo si to neverjetno pot romana skozi čas. Leta 38 ga Bartol napiše kot jasno alegorijo na Hitlerja in Mussolinija. Potem za desetletja praktično utone v pozabo. Leta 95 ga izdajo v Iranu. In potem, konec 90-ih, začetek novega tisočletja, vzpon globalnega terorizma in nenadoma leta 2004 angleški prevajalec zapiše tisto, kar smo slišali na začetku. Knjiga je dobila popolnoma nov, grozljiv pomen. In ravno ta dvojnost je tisto, kar dela roman tako močan. Še danes obstajata dve glavni interpretacije. Po eni je to pač alegorija totalitarizma, Hasan je Hitler, roman pa svarilo. Po drugi strani pa ga nekateri berejo kot poziv k orožju zatiranih narodov, Hasan kot heroj, ki se bori proti tuji nadvladi. In veste kaj? Knjiga ne ponudi enostavnega odgovora. Pusti obe možnosti odprti. In to nas pripelje do osrednjega vprašanja, ki nam ga zapušča Alamut. Če je prepričanje mogoče ustvariti, ga zmanipulirati, če je mogoče zgraditi lažni raj in prepričati ljudi, da je resničen, kje je potem meja med prarokom in prevarantom, med resničnim voditeljem in mojstrom manipulacije? To je vprašanje, ki je bilo pomembno leta 1938 in je danes, v dobi dezinformacij in navideznih resničnostih, morda še bolj pereče kot kdajkoli prej.